Pozdravljeni. Na ven sem se dal danes. Ura je, koliko pa je ura? 9. Jaz sem bil že tle noter v tej luži. Tlele sem. Tole pa moja Tamara, bejba. Psička Lucy, a ne? Ej, o coni udobja sem rekel, da bom eno na šraufov, da bomo imeli izhodiščno temo. Cona udobja. Če hočete iti kam naprej v višji level svojega bivanja obstoja, morate zapustiti cono udobja in se soočiti s stvarmi, ki so daleč od tega, da bi bile udobne. Naša Lucy se zaleti v računalnik, ne more ga faliti. Treba se je soočiti z grdimi stvarmi, tudi znotraj sebe in znotraj družbe. Znotraj družbe. Kaj s tem mislim? Tiste stvari, ki niso lepe. Mi nismo bili prav dosti prepričani, niti seznanjeni o širini pedofilije, o širini trgovanja z organi. Nekdo je te organe rabil, da se jih je menjaval, če enkrat stran, pa drugega vzameš, zato, da so lahko dlje živeli, pa da so bili lepi, pa krasni, so pa pili adrenokrom, najbolj addictable droga na svetu, pridobljena z mučenih otrok. Bolj, ko ga mučeš, več adrenalina spusti in to je kri te prava. Jaz ne vem, takole, ko se pogovarjam z ljudmi, ko rečem, pa ti veš, koliko je pedofilije tle? Da tle okrog naju so pedofili. Jaz ne zastopam, kaj pa pol sploh lahko ljudi zbudi, če pedofilija, pa posilstvo, pa trgovanje z ljudmi na način, da se jih da v suženjstvo. Mislim, če to nekomu ne pove, da nekaj hudo narobe, pol jaz ne vem, kaj pa je. Zdaj pa vem, kaj je. Denar mora priti na nulo, tam bo veselica ratala. Tam, da boste vsi evri pridobljeni s to korono kurčevo, da bodo vsi ti evri nakradeni vredni nič. Pa da pol vidimo, ko je ostal človek v sebi, pa ko je ostal budala, obična. V drugih državah, tudi sosednja Hrvaška, Srbija, o pedofiliji konkretno o imenih se govori in se jih izpostavlja. Pri nas pa še vedno čiričkajo, tišina, pri nas jih pa ni kao. Pa pri nas ni nobenega umora, je ful samomorov, pa ful ljudi pa tako umre, kar kap pa ga ni, rak pa je šel. To so umori, a veste vi to? Niso to heci. A veste, koliko organov je med korono bilo pobranih? Joj, na ventilatorje so devali ljudi. To so bili umori, pa se vi to zavedate. Ta družba, zdaj rečete, joj, kako pa bomo brez zdravstva. Mislim, preživeli bi brez zdravstva. Meni je najbolj grda, ko se zataknemo v kakšni debati, takole. Pa če ne bi bilo zdravstva, pa ne bi mi živeli toliko časa, kakor živimo. A veš, v času ljudje živeli 50 let. Podkje tebi ta podatek? Podkje vam podatek, da so včasih ljudje manj živeli? Ljudje so živeli več, pa živeli so zdravo, ker so živeli z naravo in nobenim ni psihe drsov. Tako, ko imamo zdaj zdrsano do amena. Tako ignorantska družba, ne vem, če je kdaj obstajala. Da človeku rečeš, stari, nevarno je. Postaja nevarno zunaj, ne se iti cepati. Kaj pa ti veš, ignorantski debili vsi skup. Prav, kam bomo šli sploh lahko za eno puško komu kaj jajca potrgati? Če obstaja nepravičnost, je treba ljudi izpostaviti in jih je treba skupno. Jaz sam ne morem vseh. Sej nas je, sej se zberamo, sej se zbujamo, ampak to ni nič, kakor je na tem svetu ignorantskih ljudi. Glavno, da smo dobili plačco, da gremo zdaj na Morčita s te velikim avtodomom, da bodo videli, kako imamo veliko avtodom, da smo bogati, da smo lahko v kampu plačali, kar je bilo za plačati. Jebem ti sunce. Lej, džabe, nikjer nobenega. Džabe.
Ne, treba iti na morje, ker tam je ful, pa je ful boljš, sem najdla ful pocen kemp. Jebote, sorry. Cona udobja, da se vrnem na začetek, je tista stvar, ki nas drži v ignoranci pravzaprav, ne? Dost luškanje, a ne, lačni nismo, na morčita gremo, zdaj, če je tista nafta malo dražja, tudi nič tacga, saj smo pri koronci kar pokasirali, a ne, ekipca. Ja, eni so se obogatili in zaradi tega ne smejo sploh stopiti zraven. A čem kar na glas povedati? Na protestih nikoli ne bo tistih ljudi, ki so dobili dinarčke, a ne? Ker je bilo ful kriza, je bilo treba pomagati na vse načine, a ne, Lucy? Moja Lucy mora biti zraven, a ne, kaj će biti. Pa še Lina tamle, zdaj pa še Lina, ne. Lina, kaj si? A jo vidite? Ja, jaz ne vidim, ker je presvetlo. Ja, gasilci, pa civilna zaščita, pa sem že enkrat omenil, gasilci so za moje pojme še edini, na katere se človek lahko res zanese, ker na ostalo inštitucionalno državno jajcarijo se ne moreš zanesti nič, ker boš opljačkan, vedno te bodo okradli. Včeraj sem se pogovarjal z nekom, rekel sem dobil opomin, da nisem plačal, ne vem, 1500 evrov nečesa, kaj sem na sodišče, in nesel on ta papir, reče, kaj sem dolžen. Pa ona reče, ne, niste nič dolžen, to je napaka. Ej, pa takih, a veste, se pa sem menila, prođe, ne, če mi pa on 10 evrov bi pa plačal, ne, pa bi šlo skozi. A veste, ta država nas krade k prasce, na vsakem koraku. Če vam zdaj z nafto ni jasno, da ste ukradeni, in zdaj me nekdo razlaga, ja, pa sej državo rabimo, sistem mora biti, ne, sej malo je slab, ni najboljši, ampak mora biti. Kaj mora biti? Lopovščina mora biti okrog mene. Ne rabim tega, hvala lepa, kaj da bi. Jo, moraš pa plačati. Komu? Lopovom? Koliko moram plačati lopovom? Nič ne dam lopovom. Nič več. Zato pa smo imeli teme v kontekstu izstopi iz sistema. Ti nočeš biti del sistema, tacga že ne. Razen, če si del sistema, ne, in deluješ z njim proti ljudem. Samo tako. In tisti, ki zagovarja sistem zdaj v tem trenutku, po vseh koronah, po vseh dokazih, ki jih nalimavamo, po vseh možnih prevarah, ki jih dnevno rinemo med ljudi, če zdaj še en reče, ja, sistem, ja, mora, ne, se bo, ej, fuck off, aj prav. Res. Jaz sem za ljubezen, pa za mir, pa za joke, pa za zajebancijo, pa za ustvarjalnost. Ja, najbrž te prvi v vrsti. Ampak te družbe na tak način pa ne maramo. Sploh pa, ker so na samem vrhu fucking pedofili. Jasno? Ne morem s prstom pokazati, nimam jaz dokazov na tak način. Ampak dajmo se zavedati, da ta drhal ima tako umazane roke, da je podražitev nafte še njihov najmanjši kriminal. A veste? Pa da je sposobna neka naftna družba reči, mi pa ne bomo prodajali nafte vam. A veš, jo ni kao. A ja? A tako to? A pa ni to za kazenski pregon? A se sam meni tako zdi? Da če si, mislim, okej, tisti, ki gre na morje, pač ne boš v ta dan na morje, ampak kaj pa gasilci, pa ne vem, rešilci, pa ne vem, pa policaji so tudi ostali brez nafte. Kaj bi le? Samo oni ne. Policaji pa imajo nafto, le kako, pa le zakaj. Zato, ker smo mi plačali, ne? Zato, da nas jahajo, da nas špricajo z topovi. In ja, narcisi, podporniki sistema, so se namrežali, nas zmerjali, ponižvali, anticepilci, teoretiki zarote, narcisi, bedaki, podporniki sistema, hinavci, lažnivci, morilci, KGB-jevci, svinje, to ljudje živijo med nami. Med nami, on je lahko zraven tebe, se ti smejčka, se dela, da je gluh, pa vse posluša, pa nosi naprej. V taki družbi mi živimo, ja, v taki. Zato pa tukaj ni narcisa. Tle pa ne. So pa rožice. So pa rožice. Ja, mir si moramo sami vzeti.
hočem reči, pojmo nazaj na cono udobja. Mi moramo spoznati, malo sem se razhudil, saj se nisem zares, malo sem glumac tudi. Ne razpizdim se jaz več, tako na hitrco. Mi moramo spoznati ta dejstva. Aha, tam sem končal pri narcisih, prijem nazaj. Mi moramo break through comfort zone pa spoznati nekomfort, neudobne stvari. Neudobna stvar za spoznati v življenju pa je, da bolnica ni zdravilnica, ampak je trgovina z organi, otroci in krvjo. Kaj mislite, da kraljica je darovala kri? Jo je darovala, nikada. Ona jo je rabila od vas, ki ste jo darovali. Jaz sem jo samo enkrat, potem sem pa mičkeno začel kalkulirati, da ta kri sploh ne gre, kaj kamor nam razlagajo. In res ni šla, kaj kamor so nam razlagali. Ker če človek, jaz sem zdravstveno šolo, ker če človek ima na prometni nesreči izgubi krvi, jaz ne vem, 2 litra se mu ne da krvi, ampak se mu da vodo, slano, ker srce šprica, ne, se mu ne da krvi. Ok, pri operacijah, ja, ok, ja, ampak takih količin že ne, to oni rabijo zase. Comfort zone, torej spoznati je treba totalno prevaro sistema, torej zdaj govorim, moramo spoznati neprijetne stvari, torej bolnica smo rekli, sistem kot tak, naj si bo sodstvo pravo in ta pizdarja, to ni narejeno za nas. Je narejeno za nas frderbati, njim pa imeti več. Sistem se ni nič pokvaril, on je tak od začetka. Z namenom, da Satan prevlada na svetu čez duše ljudi. In mi smo v bistvu v karanteni tisočletja. Ne moramo špricati ven, redki so se prebili, govorimo o preporodu, govorimo o preboju, o rebirthingu, o awakeningu. So, ampak generalno civilizacija je bila pa v karanteni, ni mogla ona spipniti ven, zaradi tega, ker je takoj, ko si se malo odmaknil, te je na vrh prijel nekdo, pa te je zapeljal dol, sam da nisi špricnil, zaradi tega, ker je mnogo ljudi deluje v tem sistemu, da ljudje ne špricnemo, a ne? In treba je spoznati, da živite med lažnivci, da živite med morilci, da živite v nobeni pravični družbi, to ni nobene pravice več. In da bi vi se zbudili, so nabili zakon o nalezljivih boleznih. Pa se vi zavedate, kaj vam delajo? Pa to je neustavno, te ljudi bi fizično mi morali dojeti, da bi šli kepa in goltance zavili, ne pa plačo dali. Pa pol, ki gre po 4 letih on od tam, dobiva še 4 leta neko nadomestilo. Sam ne 600, ker on ima večje potrebe. On dobi večje nadomestilo. Una gospa ali pa gospod, ki je pa cel life garov, mu je pa dost 400 tkaj, ne? Banda ena, Hudičeva banda ena, ja. In mi govorimo o Bogu, pa o ljubezni, pa o človeku, ne o hudičih in o bandi, ki pa je zažrta med nas in je postavljena kot sistem. Žal smo mi se vsi rodili v ta sistem, v ta družbo in nas je naučila družba, da tako funkcionirati je prav. Pa ni, to je ena velika, velika mastna debela laž. Se zavedamo, da pismenost 21. stoletja ne bo ti kdo zna črke brati pa besede, ampak kdo bo sposoben se odnaučiti stvari, ki so mu bile lažno predstavljene kot resnica. A sem prav povedal? Ne gre ljudem, kognitivna disonanca, ti jim rečeš, bolnic, zdravila te ne zdravijo. Jo, ti boš tučič. Majster, nepismen si. Nepismen. Kako misliš nepismen? Ja, nepismen, stari, kaj ti ni jasno? Nafta pa kemija skupaj ni za sem not, jaz ne vem. Pejt na petrol pa si jo nalovdej, če je to tako. A ne? Ko so glih zdravila. Ja, banda, ne, bo treba pogruntati ful stvari. Cona udobja, ki sem rekel, da bom prišel nazaj, kaj nekam, ne, pa sem pa pozabil, kaj sem hotel reči. Ja.
motiti, ne pozabiti je čisto človeško, čisto ok. Pa sem mu dobro nastavljal na eno stvar. Ja, iz cone obdobja, vsej se bom spomnil, teoretiki zarote so nas označevali, pa nas, kaj pa Turšič je pa ubrisan, ne, in anticepilci in proti ne vem, katere izraze so si najdli, da so tiste, ki smo prav mislili, pa probali pomagati, razložiti, probali podeliti informacije, da bi vsi zastopili to, o čemer jaz govorim. Ja, smo bili vse sam ljudje, ne? Pa je kontra. Oni niso ljudje, ker so narcisi, ker so pičke obične. Sorry. Zdajle pa minevajo meseci, ne? Pa nismo več mi toliko teoretiki zarote, pa kar noben se nam več ne reži, ampak zdaj se nas malo bojijo. Kar je pa tudi super. To mi je pa všeč. Všeč zakaj? Zato, ker so bili prej toliko pogumni, pa toliko pametni, pa toliko brihtni. Zdaj se bo pa izkazali, da so obične pičketine. Ja, kar jok. Jaz mislim, da se konkretno obrača situacija. Jaz ne vem, kaj vi vidite. Ampak niso glasni več ti drekači, tako kot so bili. Ne? Pa da vidimo, kako bodo probali ta zakon o nalezljivih boleznih predstaviti. Ne? Bodite pozorni, on je narejen, da vas ubije. Mi ne rabimo nobenega zakona o nalezljivih boleznih, ker če bi imeli nalezljivo bolezen res prisotno, bi se ljudje prekleto čuvali sami sebe. Ne bi rabili ne policije, ne vojske, niti kazni denarne. Bi se mi vse zrihtali. Cepljenje pa cepiva so pa dokazano pod vprašajem čist vsa. Tudi proti meningitisu. Tudi kar je treba otroških paraliz, pa jaz ne vem, kaj je treba tem otrokom toliko enih injekcij našlatati. Vsa ta cepiva so pod vprašajem. Jaz nisem strokovnjak, mislim, da je precej strokovnjakov že probali na široko razložiti, da ta cepiva niso. To, da so testi fake tudi. Pa da je virologija, veda o virusih, ena velika izmišljotina. Ven iz cone obdobja, dajte razmišljati tako. Kako pa virusi so? Pa ajde, daj mi ga ti pokaž, če je. Dajte ga izolirati, ne? A ja, ne morete. Sej oni tudi ne, sej sem slikice rišajo, CGI. Sej tudi zemlja ni okrogla. Sej tudi na Luni ni noben bil. Na tak način, ko so nam prodali, že ne. A je Luna satelit? Zna biti, ja. Mislim, če kamen ob svetoš ne zgleda tako kot Luna. No. Ne vem, zakaj bi pol razmišljali, da to pa je kamen. Ker se ne odbija svetloba na tak način. Nešto ne velja. Jaz tudi nisem bil na Luni, ne vem. Vsega ne zdravo zagotovo, ampak ne veljajo stvari, res ne veljajo. In tudi sonce ni koliko milijonov kilometrov stran. Ni. Pod kupolo smo zaprti. Ne vem, tudi to sej ne bom trdil, pa sej vsem šmoren. Največji problem je, da je dokazano, to pa vem, da imamo mi med sabo narcise, lažnivce in morilce. In prej, ko se boste zbudili sami v svojih čebulah, prej bomo lahko kot družba šli v skupen awakening. In lahko vi čakate, da bo Trump kaj rešil. Mene tam je tudi bolana fora. Kaj tu še? Samo jaz se tu ne da več pretirano poglabljati. A ja, tebi se ne da poglabljati. A ja, ti želiš biti butelj naprej. A ja? A ti misliš, da se bom jaz zbudil namesto tebe? Ne bom se, jaz sem se že. Ti pa lahko spančkaš. Še naprej, čau. Ne morete Trump zbuditi. Sam se moraš. Sam moraš dati v glavo noter. Vse te informacije, ki sem zdaj nasul. A veste, najbolj ni tako bistveno, kaj Luna je, ali pa kakšne oblike Zemlja je. Najbolj bistveno je, da si date vprašaj o vsaki stvari v svoji lastni čebuli in odgovori niso tako zelo pomembni, kakor je zelo pomembno, da postavimo pod vprašaj
tisto, kar nam je podano kot ultimativno dejstvo. A sem bil razumljiv? Zemlja je okrogla, sprejmite to. Ok, majster, daj vprašaj zraven. Zakaj pa voda pol se jo ne da okrog žoge dati? Zemljo, ja, žogo pa ne. Pa če tenis žogco zavrtiš mokro, šprica ven kapljice, ne, ker centrifugalna sila vleče ven, zemlja se pa vrti, ne, kot centrifuga, ampak voda je pa not napopana. Dajte malo razmišljati s svojo čebulo. Veš, ko se folk začne kregati, ti utrčiš tisto ravno zemljo. Jaz to dražim malo. Jaz provociram, da bi vzbudil vprašajčke v vseh o vsem. Ja, kaj pa je pol res? Pozabiti, kaj je res. Ti moš najprej tisto, kar je dejstvo, ti predstavljamo, da je res, v to podvomiti. Za začetek. In ker mi nismo v nič dvomili, mi smo te dogme sprejemali zdravo za gotovo, a ne? Pa smo se režali, kako so v cerkvi prodajali bučke ljudem, ne? Odpusti mi grehe, dal dinarčke, pa grehi, puf, pa jih ni več. Kako so jih imeli za ovce, ne? Ja, sem NASA je nabila slikce od okrogle zemlje in to pa je se pa verjame, a ne? Ne vem, koliko od vas pozna to. Pa saj sem v enem videu, sam ne vem, že čas nazaj, bom kar ponovil. Imamo teorijo o nastanku zemlje, a ne? Bog je prišel pa je rekel, prvi dan to, drugi dan to, 7 dni pa je bila ona narejena, ne? Ne, 7. dan je počival, tako nekako, ne? In kaj ne, to je pa pravljica crkvena, a veš, da je kakšen Bog, kako je to v 7 dneh naredil bedarija. Čakaj, bomo mi pogruntali. Mi smo pa zdaj znanstveniki, ne? Pa smo mi pogruntali, da zemlja ni bila ustvarjena, ni jo Bog naredil v 7 dneh, ampak je bilo drugače. Kako pa? Veš kaj? Najprej ni bilo nič, ne? Po je bil pa bam! Evo, in to je to. Veliki pok, ne? Najprej nič, pol pa bum, pa imamo zemljo. A ta je pa strokovna, ha? Una je pravljica, to je pa strokovna razlaga. Se razumemo? Toliko o tej stroki. Ni vse za verjeti, sam tučem reči. Jaz ne verjamem ne velikemu poku, ne 7 dnem, a je prav. Pa tudi sploh nima veze, kako je nastala, ker me ne zanima. Tudi me ne zanima konec koncev oblika. Mislim, ampak nič ne drugače, tle rožice in rastline rastejo enako, sonce sveti enako, je ona trikotna kvadratna ploščata ali pa čisto vsem šmoren. Dejstvo pa je, da fizika se meni tam zlomi. Evo, in jaz bi hotel, da v bistvu vsi smo malo skeptični o vsem in gremo iz cone udobja malo v raziskovanje, iz cone udobja ven, no, to, kar vemo, ni res. To, kar so nas naučili, ne drži. Čist nič ne drži. Zgodovina, novice so lažnive, ja? Kakšna šele zgodovina pol? Kakšno je zdravstvo, znanost, uradno taki nam jo fopajo, ne me zamešati. Ljudje med nami so tudi znanstveniki zelo pametni in delajo za nas, za ljudi. Znanstveniki so pa podkupljeni tudi, a ne? So pa delali pa za sistem, a ne? In so pač povedali, kar je sistem hotel, da ljudje vejo. Narobe, ne? Ker če bi vedeli kaj prav, bi se mi že kdaj znali uprti. Smo pa nič ne vemo prav, ne? Oni so se nam pa režali. Ampak res niso pričakovali takih bojevnikov, niso pričakovali, da se bomo v takem številu odzvali z uporabo možganov. Nismo vsi spali ves čas. V tem trenutku še vedno veliko ljudi spi. Se prebuja počasi, ja. Ampak hočem reči, čakanje ne pomaga. Vsak se mora sam pri sebi. Mir, ljubezen iz sebe ven, se srečati s starimi travmami, jih dati na plano na sonce, da jih sonce razkuži, pa bo vse okej. Konec koncev tudi grehi so že odpisani vsem, da ne bi kdo mu občutka, da pa ne more iti naprej. Moje punce so žabe najdle, preganjajo tle žabice. Preko trnja do zvest, a ne? Izven cone udobja se zgodi razsvetljenje. Preboj, prebujenje. Pa nič ni drugače. Pred razsvetljenjem nosiš vodo, pa sekaš drva, po razsvetljenju pa drva sekaš, pa nosiš vodo. Evo, tako je rekel enkrat eden modrec.
učitelj enemu učencu, ki ga je vprašal, kako je, pa pol. Ne. Vse je isto, pa vse je drugače. Mindset je start point. Ker mi z našimi mislimi se vse začne in tudi, kadar mi crknemo, se končajo te misli na tak način. Ne? Mi se lahko pozdravimo sami. Voda se samo očisti. Isto lastnost imamo mi znotraj sebe, ker smo iz vode. Mi se samo očistimo in samo ozdravimo. Ne? Vse parametre imamo, mi ne rabimo kliničnega centra pa docenta noter, ker itak ne prideš na vrsto, ker pa prideš na vrsto, dobiš pa tablete, pa injekcije, pa nobene prijaznosti več. Pa sem zdravstveni tehnik, sem za pomoč ljudem, ampak sem odšprican ven od tam, ker sem zaznal, da oni v bolnišnicah pa zdravniki nasploh niso nikoli priporočali kakšnih kamilic, pa žajbla, pa ne vem, naravnih stvari. Vse so bili sem moksiklav, klisificibin, 300 mg 5x dnevno, ne vem kaj, jajca kemična. Dosti je, ne bom vas moril. Dajte se spraševati o stvareh. Imejte radi sami sebe do te mere, da si date mer. Ne? Mi smo v raju, takole, v miru, sami, ker se imamo radi. Ker to je tisto, kar jaz rabim. Džumbusa ljubljanskega ne rabim. To pa rabim. In ker se imam rad, si to dam, si to vzamem. Dajte se imeti radi tudi vi sami sebe, bolj se morate imeti radi. Dajte se spraševati o stvareh. Dajte razumeti, da v coni udobja ne bo nič. Cona udobja, ne. In delo osvobaja je tudi ena velika laž. Ne. Božja lenoba je bila bolj opevana. Ne govorim o lenobi. Jaz se rad pohecam. Zgleda, da nič ne delam, ampak na celični ravni sem pa tako zaposlen, skozi funkcioniram. In delo ni vedno kramp pa lopata. Delo opravljeno za ljudi ni kramp pa lopata vedno, ker mislim, da v glavi v glavi se vse začne in tle je treba, da se drugega učimo. In to mi, ki se borimo bolj za zares, to delamo vse džabe. Zato, da so se nam režali. A si zamišljate, koliko moči smo dali, zato, da so se nam rugali. Super, ne? Ja, jaz vem, da bom prav, nič hudega. Jaz sem vse to prenesel, sem se v karanteno dal in me boli kiki. Z mano se strinja mnogo ljudi in to pravih in vesel sem, da sem tudi potrditve dobil tudi jaz. Zaradi tega sem še glasnejši, ker jaz nisem teoretikov poslušal teh narcisov, ki so mi rekli, da sem teoretik. Njih nisem poslušal za zares. Sem pa poslušal vse ljudi, ki so mi znali podati informacije realno. In odkar sem se takole izpostavil prek tega YouTuba, se je mnogo stvari odvilo in potrdilo. Kaj hočem reči? Delujte vi na način, da bo dober za družbo. Ne vem, eni pišete super, eni govorite super, eni pa veliko veste, pa ne znate dati ven. Nimam recepta, ne vem. Če bi imel recept, pol bi bilo drugače. Delujte po svojih najboljših močeh in za dobro nas vseh. Ja? Satana se moramo znebiti, znebili se ga bomo v momentu, ko bomo se sami v glavi odlepili od njega. Awakening. Great event, big event is inside you. Največji dogodek je znotraj vas. Ja, in to je tak, ki ga čakate. Ker se ne bo zgodil, če boste v buhtičku noter. Preko trnja do zvest, so rekli. Takole, uživajte močno zelo. Sem se že enkrat poslavljal, ne? Zdaj pa za zares. Uživajte. Radi se imejte. Pa vodo, ki pijete. Pijte mnogo vode, res. Ful vode probajte spiti.
limona zraven tudi paše, malo. Bosa noga. Dajte stopiti na zemljo. Ta stvar zelena je za nas super. Dajte rad na to stvar. Ker to je prava deka. Guma kot izolator na podplatu pa po asfaltu, to niso stvari za nas. Me verjemite, da ne. Mislim, nismo tako narejeni. Imamo roke, imamo noge, kaj smo mi se šli vse sort bedarije. Bodite vi. Taki malo razkuštrani tudi. Uživajte. Čau.